kanta, zajtrk. Kar za mizo, taj Tristan zmeriš sladkor. Koliko imaš? 9,3. 9,3. Dobro. 25 ogljikovih hidratov imaš za zajtrk. 1,25. 1,25. Lahko kar spustiš inzulin. Že teče. V redu, lahko pospraviš črpalko. Dan se sigurno začne z meritvijo sladkorja. Ne? Zdaj, če je ta vrednost pod to normalno vrednost, ki je recimo nekje 6 milimolov na liter, ne? Potem je treba prvo poskrbeti, da se je, da se vnese dovolj veliko število s hrano ogljikovih hidratov, ne? Da dvignemo pač to vrednost sladkorja na nek nivo, da lahko počnemo ostale aktivnosti. Dejansko se vse vrti okoli te vrednosti sladkorja, kaj bomo tisti dan počeli. Ne? Kos kruha, ki vaga, koliko piše? 30 gramov. 30 gramov, se pravi, ima koliko ogljikovih hidratov? 15 ogljikovih hidratov. Bravo, 15 ogljikovih hidratov. Kaj pa tole? Pica. Aha, imaš rad? Ja. Ja, no in koliko, poglej. To je približno takle košček pice za 15 ogljikovih hidratov. To je popolnoma enako kot pol žemlje, 4 palčke grissini. Po nadaljevanju bova videla tudi, da je enako takemu jabolku, ne? Ja. Pa kaj je boljše pojesti, jabolko ali tale kos pice? Jabolko. Jabolko, bravo. Pred vstopom v šolo smo se v bistvu že eno leto pred tem zglasila na šoli in socialni delavki razložila, da prihaja k njim otrok s sladkorno boleznijo in kaj vse bi bilo treba pripraviti od tega, da bo on lahko deloval tako kot vsi ostali otroci. Z naše strani pa je bil cilj ga pripraviti do tega, da bo v bistvu čim več stvari lahko naredil sam. Dobro, zdaj pa dejva se takole, kakor da si ti v šoli in si zmeriš sladkor. Krvnega sladkorja je recimo 7,2. Ja. Ne? Potem kaj je pomembno, da pogledaš? Koliko da črpalka osnovnega bolusa. Pri tem, ko pa daš osnovni bolus, pa upoštevaš še, če je od prejšnjega obroka še kaj? Aktivnega inzulina, tako ja. Tako da so v bistvu cel avgust, od 1. avgusta do vstopa v šolo, vsak obrok skupaj zračunala ogljikove hidrate v obroku, izmerila sladkor, potem so se učila, kakšne so reakcije pri visokem sladkorju. Pred vstopom v šolo sva se pa še naučila male tiskane črke, ker črpalka ima male tiskane črke. Smo ga tukaj strenirali, ne, da smo mu lahko zaupali, da dela pravilne korake, ne, in recimo, da je vodljiv po telefonu. Inzulina imaš dovolj, če ti slučajno črpalka kaj piska, veš, telefon imaš, me pokličeš, prav, v redu. Pri športni pa pazi, da boš pospravil tole, da ga ne boš otrgal stran. Okay? No, lepo. Gremo, ja. Zdaj bi pa Čerca, jaz sem tu se taj določil dva učenca, ki bi šla po, tako kot ponavadi, po listek, da si taj vnese. Taj, kdo bo šel? že pomočil. Taj, kdo bo šel? Žiga pa Taj bo povedal. Kar na glas tajči. Luc pa žiga. Luc pa žiga, prosim, ja. Kar zaplita na ljuna peresa, mi bomo nadaljevali. Taj si bo umil roke, ne, kot ponavadi. Jaz sem tu se prepisal. Približno 20 minut pred kosilom oziroma pred obrokom ali pred malico odideta dva sošolca po listek z ogljikovimi hidrati v kuhinjo. Ja, ti ogljikovih hidrati, ne, bom rekel, Judita se je res zavzela in je, če tako rečem, naštudirala to snov. Ne, Na vezi smo bili, ne? Lani v prvem razredu smo bili zelo veliko. To nam je zelo veliko pomenilo, da vidimo, da res nekdo skrbi. Ne. Tako da tle nam je bila res ta pristop kuharice Judite zelo, zelo pomočne. Dobro, zdaj bova pogledala, koliko je ogljikovih hidratov. Hvala. 28 ogljikovih hidratov. Potem si zmeri krvni sladkor in medtem, ko prideta gor z listkom, si potem on vnese v črpalko, koliko ima krvnega sladkorja, koliko ogljikovih hidratov bo zaužil pri obroku in si spusti inzulin.
Tako da v bistvu že 20 minut pred obrokom dobi inzulin, potem grejo pa skupaj z razredom na kosilo. Ali pa če vzame repete, še enkrat Judita, ne? Ja, če povzame repete pri kosilu, potem pa Judita še enkrat zračuna in si on takrat pač na licu mesta doda. Piše gor, gledajte. 16. avgust 2000. Kar se tiče v šoli, so ga čudovito sprejeli, tudi v vrtcu že je bilo krasno. So pa občasno tudi taki odzivi, da se jim smili, da rečejo, bogi revež, ne. Pa on reče, sej nisem, sej živim bolj zdravo kot vsi oni, ne. Kaj se pa tebi zdi? Kako te sprejemajo? V redu? Ja. Najbolj pomembna je ta vestnost, ne? Ali pa red, da se res sladkor meri za vsako zadevo, ki jo zaužiješ. Ne? To je ena stvar. Druga stvar je pa vzgled tiste ožje okolice. Recimo pri naši družini se vsi tako obnašamo, kar se tiče prehranjevanja in aktivnosti, kot da imamo sladkorja. Ne? Tisto, kar on ne sme, tudi mi ne zauživamo. Ne? Ker je težko njega učiti, ne? Da on naj pije vodo, mi bomo pa Coca-Colo. Nemogoče razložiti. Ona ima, čakaj, koliko ima kil? Ja, veste kaj, lahko kar 100 jemlje, ne, pa bo lažje tudi mogoče, eno tableto, ne. Mladi ljudje v veliki večini zbolijo s sladkorno boleznijo, ki jo imenujemo tip 1. V tem primeru avtoimunski sistem, torej obrambni mehanizem človeka, napačno prepozna beta celice trebušne slinavke kot tuje, jih napade in pobije. No, ker te beta celice, ki jih avtoimunski sistem pobije, ne izločajo inzulina, s tem v večino celic v telesu sladkor ne more vstopati. Zato je pravzaprav potrebno inzulin dodajati. Seveda je pa potrebno vedeti, koliko inzulina damo, in tukaj je pravzaprav tista glavna težava vodenja sladkorne bolezni, ker je potreba po inzulinu odvisna od tega, kaj in koliko pojemo, kdaj to pojemo in seveda koliko smo telesno aktivni pred in po tem. Vidim, da je povprečna urejenost dobra, tako kot običajno. Tule ta zadnji očitek pravzaprav kaže, da je sladkor večinoma pod 10. Je nekaj nihanja v povprečju, večinoma pod 10. Sladkorna bolezen je izredno zahtevna, ki pravzaprav ne samo, da prizadene telo iz številnih razlogov, ampak pravzaprav zahteva nadzor nad vedenjem. Saj veste, pri mlademu človeku je vsak nadzor neke vrste poseg v njegov svet in sladkorna bolezen grobo poseže v njegov svet. Priden si, kaj pa ti delaš kot šport? Kam še hodiš? Na karate. Na karate, čestitam. Kjero kato zdaj delaš? Kakor učitelj reče. Kakor učitelj reče, dobro. Razumljivo je, da je manjši otrok povsem odvisen od pomoči družine, kar pomeni, da se ta sprememba, če želite, vedenja in življenjskih navad neposredno prenese na oba starša in vsaj delno tudi na sorojence. Tako da je že pravzaprav ta kratek opis zelo nazoren, kar se tiče obremenjenosti, ki jo tovrstna kronična bolezen položi na mladega človeka oziroma v primeru otroka na družino. Ko pa otrok odrašča, pa seveda za družino predstavlja še več kot to, kar pomeni, da mora nekako omogočiti, da kljub zahtevi po določenem omejenem vedenju ta otrok izgradi neko pozitivno samopodobo najprej mladostnice, mladostnika in potem mlade odrasle osebe. Treniram mešane borilne veščine oziroma MMA, prav tako tudi treniram Muay Thai oziroma tajski boks in se mi zdi, da je to tak edini šport, ki me pomirja oziroma mi pač odvleče od tega sveta stran, recimo za šolo pa za sladkorno boleznijo, ker je včasih zelo težko in ko pridem na trening, se res sprostim in Dosti najstnikov z sladkorno boleznijo se mi zdi, da padejo v neke pasti in to so recimo hrana največkrat. Zaradi tega, ker verjamem, da so tudi dnevi, pač, ko se ti, lahko bi rekli, da se ti ne da več s tem živeti.
in popustiš in poješ kaj takega, ali si pa v družbi, ko nočeš, da vrstniki ali pa pač ljudje, za katerimi si takrat ne vejo, da imaš ti sladkorno, da ne bi na tebe drugače gledali. Torej, in toho, tukaj hočeš priti, on se vrača, defense, zgubiš nogo, ja, prihaja na tebe, loviš gard. Ok, to je prva var. Moraš vedeti, kaj hočeš. Če se zjutraj zbudiš in si postaviš cilj, da boš cel dan imel lep sladkor in da boš šel na trening in da boš naredil to, kar moraš in se držiš tega cilja, potem ti je čez dan lahko. Če pa so vključeni drugi faktorji, pa malo popustiš, malo ne popustiš, se ti ne da, potem pa... Jo, kak? To? Čas letiš. Zdaj, če on hoče iti tja. Pred sladkorno boleznijo in zdaj sem živel zelo nezdravo. Seveda sem se ukvarjal z športom, ampak nisem imel prave ideje o prehrani. Zdaj je pa čisto drugače, ker se mi zdi, da vem pač vse te stvari, ki jih moram vedeti in se tega držim. Recimo, če bi me to vprašali pred 4 leti, ne bi znal povedati. Najbolj pomemben del odraščanja mlade osebe je, da sprejme samega sebe. Kaj zaplete pri izgrajevanju samopodobe je seveda, da mlad človek ima samskega sebe za manj vredenega, ker je pač kronično bolan, ker ni popolnoma enako od njegova okolica. Veste, šport je mogoče eden najbolj uspešnih poti do graditve samopodobe. Torej, mi mislimo, da je reden šport, ne samo malo športa ali pa malo športka, ampak resen, večkrat tedenski šport, eden najpomembnejših integralnih delov življenja vsakega človeka. Ker bo na ta način pravzaprav hitreje, bolj čvrsto in verjetno na bolj pravilen način izgradil pravzaprav svojo samopodobo in neko funkcionalno osebnost, ki bo tudi lažje vključljiva v različna družbena okolja in seveda tudi kasneje v neko stabilno zvezo. Ana, zdaj smo pripravili tale povzetek zdravljenja. Jaz mislim, da smo vse napisali in pa zdaj, tako kot sva se dogovorili, sem to pismo naslovila na dr. Skvarčo, tako da mu boš to lahko pol izročila, ne? Evo, bo en bib zaključek. Ja, in nov začetek, evo. Diabetes so mi odkrili decembra 1999 leta in ves ta čas sem se v bistvu zdravila na pediatrični kliniki, večinoma pri dr. Bratini. Moja izkušnja s pediatrijo je v bistvu super, no. Z osebjem smo vzpostavili res en tak pristne odnose, no. Tudi deloma že prijateljske, tako da pač je čisto drugače kot ta uradna bolnica, no, ko si predstavljaš, da so vsi v pižamah. Je domače v bistvu. Kar sproži. Stopati. Bravo. Po poklicu sem specialna pedagoginja, delam v rednih osnovnih šolah, kar pomeni, da delam individualno z otroki, ki imajo različne težave, motenj pa pomanjkljaje. V prostem času se ukvarjam s petjem, pojem pri Perpetuum Jazzile, zdaj že 10. leto. Je naporno vse usklajevati, od vaj do koncertov, pa služba, pa partner in tako dalje, ampak ja, če je pač volja, se pač da narediti vse, ne. Bistvena razlika med pediatrijo in internistiko je zame v tem momentu mogoče odnos z diabetologom in ostalimi zaposlenimi. Treba je vzpostaviti nek nov odnos in zaupanje z diabetologom. On mora spoznati mene, kaj jaz znam, pa kje imam še luknje. Jaz mu moram tudi dati neko zaupanje, da mi pozna prav, mi svetovati. Mogoče je to zaenkrat še največja razlika, no. Danes se prvič vidva. Res je. Takole imamo ambulanto, upam. Je, to mi je malo že domače, ne? Domače, ne? No, super. Da pogledala. Vi ste prišla, se pravi, z pediatričnega sprašila? Ja, dr. Bratini. Pri dr. Bratini, no, krasno. Bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1, ki prihajajo v našo ambulanto iz pediatrične klinike. Gre za ljudi, ki so že več let pravzaprav ukvarjajo svojo boleznijo, so z njo dobro seznanjeni. Torej, že v štartu smo pravzaprav na neki točki, kjer lahko gremo v večje detajle. Tukaj vidim, odkar ste na črpalki, pravzaprav je urejenost sladkorne bolezni bila kar boljša, a ne? Ja, sploh zadnje leta, ja.
Sploh zadnja leta, črpalka vam dobro služi, a ne? Zajtrk rečemo, no, ena taka stvar, ki me kar muči. Ja, v kakšnem smislu? Da mi zelo zraste sladko Po po zajtrku, ja. Takoj po zajtrku ali čez nekaj časa? V roku 2 ur, ja. Predlagam, da narediva odčitek črpalke. Pri bolnikih, ki se zdravijo z inzulinsko črpalko, lahko podatke in urejenost glikemije spremljamo s pomočjo posebnega računalniškega programa. Imate kar razburkano, pestro, a ne pestro. Vidim tukaj, ko vstanete zjutraj, kaj pa jeste ponavadi za zajtrk? Največkrat kakšne misli ali pa kaj takega, no, z jogurtom, ja. Koliko časa pred zajtrkom si pa date inzulin? Skoraj istočasno. Skoraj istočasno. Tukaj je pomembna rezerva, a ne? Mogoče ne bi bilo slabo, če bi 10-15 minut pred obrokom si aplicirala bolus. To sicer velja za vse obroke. Zajtrk je največkrat najbolj izrazit zaradi teh kosmičev pa razno teh. Pa tudi najbolj si še tak zjutraj, pač na hitrico vse narediš pa laufaš. In časa še čakati, ne. Ampak odvrne, bomo se potrudili. Če se le da, saj verjamem vsakič je nemogoče pričakovati. Sladkorna bolezen je pravzaprav kronična bolezen. To pomeni, da je pravzaprav veliko vsakodnevnih odločitev na bolniku samem. To se pravi, da je potrebno sprotno spremljanje, tako imenovano samovodenje sladkorne bolezni. In da to dosežemo, moramo v prvi fazi bolnika dobro izobraziti. In podati ta osnovna znanja, se seveda prilagoditi njemu samemu, njegovi motivaciji, ga spodbujati pri tem, da v končni fazi lahko govorimo o opolnomočenem bolniku, ki je sposoben v vsakem trenutku pravilno odreagirati, ustrezno prilagoditi zdravljenje, torej da pravzaprav da mu bolezen je v kar najmanjše breme. Jaz ti povem besedo in ti jo napišeš k črki, kamor paše, zmenjeno? Šotor. Poklic in vodenje diabetesa, pač tudi ti otroci, s katerimi jaz delam, rabijo neko red in strukturo in pravila, ki se jih morajo držati, in isto moram jaz narediti pri diabetesu, ne? Če želim, da je moj diabetes urejen, se moram držati nekih zakonitosti, ne? Mogoče ja, da mi to mi pomaga, no, pri delu, ker sem to že osvojila, ko sem bila jaz mlajša, ker sem pač mogla zaradi sebe to narediti, ne? Zagotovo, ja, najbrž. Moje izkušnje v teh 15 letih, odkar imam diabetes, so, da je osnova za to, da so cukri urejeni, to, da najprej res dobro poznaš sebe, da veš, kako se ti telo odziva, ni pa nekega recepta, v bistvu vsak dan je nov izziv in vsak dan sproti in vsaka od situacij znova te postavlja pred izziv, kaj boš naredil, pa kako boš odreagiral, zato da bo tvoj cukor res tam, kjer bi naj bil, ne. Ja, v bistvu gre za non-stop iskanje balansa med inzulinom, sladkorjem, stresom, hrano, športom, med vsem, kar delaš čez cel dan, v bistvu, ja. Kje pa sem odgor? Tisto sobo kot ponavadi. Na Debelem rtiču kolonijo organiziramo vsako leto za otroke z diabetesom za 14 dni. In v tem času se otroci različnih starosti od 4,5 do 15 let naučijo bolj samostojnega vodenja diabetesa. Dober dan, gospa. Mi smo prišli pa na morje, pa imajo moji otroci razpokane ustnice in rabimo en dober vazelin. Še za oči treba pa lak. Kaj pa priporočate? Tole, Ja? to je pa make-upe Ja? in se da zelo lepo namazati. Vodička na Debelem rtiču sem že 9. leto. Vedno so v moji skupini otroci najnižje starosti. Jaz vedno pravim, da živimo s sladkorno boleznijo, ne za sladkorno boleznijo. In ravno kolonija to otrokom velikokrat pokaže, da se da. Ker tukaj počnemo razne stvari. Ukvarjamo se športom,
plavamo, se igramo igre. Vsak dan imamo šolo, v kateri se pogovarjamo samo o diabetesu. Probamo zajeti celotno življenje, kako poteka z diabetesom, da se imamo čim lepši. Pa če je sladkor pod 4 oziroma 4,5, a ne? Si ponavadi še prvoščimo en mečkan prigrizek. Majhen obrok, ja? 30 oglikov. Ja. Kam si vstavljamo set? V roko, trebuh ali pa v rit. Tam, kjer je, kaj je tam? Maščoba. Maščoba, tako. Kaj pa, če date v mišico, kaj se zgodi? Boli, pa ful hitro ti pride zalid, pa imaš pa tako hipo. Tako. Pa visok sladkor imamo. V redu. Na koliko cajta si menjamo sete? 3 do 4 dni. 3 do 4, si kdo na manj? Ne. Si kdo na več? Ful vroče, pa ful mrzlo. Tako, ja. Ali pa če pač crkne, ne? Ja. Delo vodičke je odgovorno, saj skrbiš za otroke, za kateri si popolnoma odgovoren. To so otroci, ki so majhni, sami ne morejo poskrbeti zase. Katera hrana ima več ogljikovih hidratov, makarončki ali zelenjava? Makarončki imajo več ogljikovih hidratov, ja? Ker so pa makarončki kuhani, v vodi, je to lahko 25 okajev. Pa 5 okajev damo za omako, pa za zelenjavo, a ne? Pa 5 okajev damo še za solato. Za meska pa ni treba nič. Če pojemo en mesek, ki je toliko velik kot ena rokica, nima nič. Če pa pojemo več mesa, kot je ena naša roka, so pa to beljakovine, ki jih je treba pa tudi upoštevati. Saj to veste, a ne? Zelo zahtevno delo vodiča je tehtanje oziroma izračunavanje ogljikovih hidratov. Ne boš vse solatke pojedla, ne? No, potem bomo dali pa 30. Evo, inzulinček teče. Ker ogljikovi hidrati so pomemben sestavni del doziranja inzulina. Če se zmotiš pri ogljikovih hidratih, si lahko naredil veliko škodo otroku, oziroma povzročiš hipo ali pa hiperglikemijo, kar pa seveda ni dobro. Kako si, Nace? Kako je bilo danes? Sem videla, sem srečala tvojo mami pa od Kristince in smo klepetali še tam le zunaj. 4-2, bravo. Merjenje krvnega sladkorja imamo 3-krat na dan v ambulanti, 2-krat pa pri vodičih. Se pravi, pred vsakim obrokom imamo merjenje sladkorja. 10-0 imaš. Lija, 10-0. Pri merjenju krvnega sladkorja vidim, kako so otroci napeti, ki čakajo na rezultat na merilniku. In kakšno srečo vidiš v očeh otročka, ki vidi, da je sladkor med 4 in 8. 9-2, odlično. 8-5. 8-5, super, Matic. 6-2, kaj? Kaj, 6-2, odlično. Mi se te sladkorje zapišemo v zvezke, na liste vsakega otroka posamezno in potem to zdravnica pregleda in na podlagi tega odloči, ali so bili ogljikovi hidrati pravilno izračunani, ali si bil uspešen pri inzulinu in tako naprej. Kakšen lep sladkor, 7-2 pa 9-8. Vmes pa eno mini hipo, a ne? Okej, Neja, mi bo tam ne pomahala. Ja. Kaj pa tebi noga? En sladkor je malo znoril. Sva zamenjali setek. Aha. Okej. Jaz mislim, da bo zdaj v redu. Da bo v redu. Klara ima zelo lepo. In Bernarda. In Bernarda ima kičast sladkor. Takrat, ko sem jaz bolela, sploh tega vodenja sladkorne bolezni ni bilo. To je od leta 56. Mi smo takrat hodili na pediatrijo na kontrolne preglede. Tam so nam določili na podlagi rezultata krvnega sladkorja, ki so nam ga tam izmerili, določili inzulin. Do prihodnje kontrole sem si morala dajati inzulin po naročilu zdravnice. Doma si nismo nič kontrolirali tega, ker ni bilo še nič. Smo uporabljali še take brizgalke, steklene so bile
Pa take debele igle so bile, te so bile izvlečne, pa smo take stekleničke ven potegnili, inzulin. Ja, takrat smo uporabljali brizge, najprej so bile steklene, seveda te igle so bile debelejše, so postale tope. Recimo glede na to, da si moraš zdaj za vsako injiciranje zamenjati iglo, takrat pa smo dobili 2 igle za celo leto. No, potem pa smo začeli meriti tudi sladkor v urinu. Uporabljali smo te epruvete. Zjutraj smo nakapali noter po 20 kapljic tega Benediktovega reagenta in po 5 kapljic urina. No in te epruvete smo potem kuhali v tem lončku 5 minut in potem smo hitro mogli vzeti ven in tako potresti epruvete in pogledati, kakšne barve. In smo jih primerjali. To skalo smo primerjali, če je bila lepa modra barva, nespremenjen reagent je bila 0. Smo bili veseli. 0 je. Če je bila malo zelena, taka motno zelena, je bil že en križ. Če je bila rumena, sta bila že 2 križa. Pa če je bila pa še rumeno rdeča, so bili pa kar 3 križi že. Pa je bila pa mama huda. Je rekla, ste spet grešili. Si spet grešila. Ja, tako je bilo. Bistvo Debelega rtiča je ravno o izobraževanju o diabetesu. Sploh starši manjših otrok velikokrat povejo, ko se otroci vrnejo s kolonije, da so bolj samostojni, zrelejši, drugače razmišljajo, drugače gledajo na diabetes. In tudi tisti otrok, ki doma ne počne različnih stvari, se ne ukvarja s športom, se ne igra zunaj toliko, kot bi se majhen otrok mogel, vidi, da se to da, da se to lahko vse uskladi, da lahko ti živiš z diabetesom ravno tako, kot če bi ga ne imel, razen tega, da sladkor kontroliraš. Sladkorna bolezen mi predstavlja včasih oviro, včasih pa zelo veliko prednost. Ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, se mi zdi, da so zelo bolj psihično močni kot pa ostali, ki pa ne vejo, kako je to, ko živiš za tem, ko se moraš ne vem kolikokrat na dan pikati z injekcijami ali si preveriti sladkor, ko silače ne moreš pojesti tega, kar bi hotel. In ko nekaj časa s tem živiš, se mi zdi, da postaneš bolj močen kot ostali. Zahodni svet, ki je ogromno teh raziskav naredil, jasno pokaže, da so ti otroci bolj odgovorni, da imajo manj zlorab prepovedanih substanc, da se bolj uspešno vključujejo v šolske programe. Sladkorna bolezen, smešno, ampak ščiti pred samopoškodovalnim vedenjem. In razlog je pravzaprav relativno lahko razumljiv, namreč gre za, tako z naše strani kot strani staršev, za relativno resno zahtevo po urejenem življenju. Diabetes, glej, je del mene, a ne? Tako sem ga vzela, meni je včasih že vse čisto samoumevno. Če imaš vse poštiman, sky is the limit. Sladkorna bolezen kot taka je pravzaprav vseživljenjsko iskanje ravnotežja. En od pomembnih temeljev dolgoročne obravnave in dolgoročnega partnerstva med bolnikom in zdravnikom je tudi to, da uspeta skupaj poiskati to ravnotežje med življenjem kot takim in sladkorno boleznijo. Da jo pravzaprav kako komponirata kot del življenja. Sladkorno imam že od majhnega, se ne spomnim življenja brez sladkorne. Je že en namen, da je živim tako življenje. Se pravzaprav življenje diabetika je dobro življenje, ker ješ zdravo hrano, skrbiš za šport, skrbiš za sebe. Se mi zdi, da je pravzaprav tako bi mogli vsi ljudje živeti, ne samo diabetiki. Thank you.